Mišmaševci, lepo pozdravljeni. V toplejših mesecih lahko na travniku srečamo številne živali, vse od kuncev do brenčečih čebel. Tu in tam pa lahko po cvetlicah pripleza tudi kakšen hrošč. No, morda se hroščev sprva ne bomo tako razveselili kot na primer pisanega metulja, vendar pa gre za zelo zanimive živali, zato bomo v današnji oddaji spregovorili o njih. O hroščih nas bo poučil naš današnji gost, gospod Dušan Klenovšek, ki te skrivnostne živalice dobro pozna. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. No, hrošče je zagotovo srečal že vsakdo izmed nas. Vendar pa me najprej zanima, za kakšne živalice sploh gre. Ja, hrošči so zelo raznolike živali, tako kot vse žuželke, kamor spadajo hrošči, so relativno majhni, za naše predstave, tako da nekatere zlahka tudi spregledamo, so pa zelo raznoliki in v bistvu so najbolj številna skupina živali na zemlji sploh. Toliko kot hroščev ni nobenih drugih živali, ne metuljev, ne sesavcev, ne ptičev, ne rib. Bi lahko rekli, da so hrošči nevarni in da se jih je potrebno izogibati? Nevarni. Za nas niso nevarni, razen če zagledaš pred seboj hrošča, se ustrašiš in odskočiš, pa se nekam udariš ali pa pod avto skočiš. Sicer pa za nas niso nevarni, razen kaj tekaš z odprtimi usti, pa ti hrošč poleti v žrelo, bi lahko bilo nevarno. Ampak sicer za nas niso nevarni. Nekateri, če se zelo namnožijo, nam lahko naredijo kakšno škodo, ampak večinoma pa hrošči imamo v bistvu celo več koristi od njih kot v narekovaji škode. Kako pa moramo ravnati, kadar v naravi srečamo hrošča? Odvisno sedaj, katerega hrošča, zdaj, da bi bili v nevarnosti ob takem srečanju, ni nobene verjetnosti, torej v nevarnosti je kvečjemu hrošč, obzirno, da ga ne poškodujemo. V končni fazi on tudi živo biti, če si ravno tako želi živeti kot mi, oziroma ima pravico živeti. To je v bistvu nobene posebne spremembe vedenja ni potrebno, odvisno tudi seveda od tega, ali nas to, kar smo videli, zanima ali ne. Torej, če nas pa zanima, si pa ga odglejmo ne recimo od 5 cm, pa ne prijemajmo v roko. Nekateri hrošči se lahko branijo s kakšno smrdečo tekočino, lahko bomo smrdeli, lahko nas bo celo oči pekle zaradi tega. Torej, previdno, tako kot z vsako drugo živaljo. No, hrošči pa so bili ljudem zanimivi že v daljni preteklosti. Kako so jih dojemali nekoč? Kaj so jim pomenili? Ja, v bistvu ljudje so, naši daljni predniki so spoznavali nekatere nenavadne, seveda za ljudi, navade hroščev in recimo zelo znan tak hrošč so skarabeji iz starega Egipta, ki so bili potem recimo v 19. stoletju, ko so odkrivali skrivnosti starega Egipta, recimo v Franciji med visoko družbo blazno popularni, in dame niso na sprehod vodile psička na vrvici, ampak skarabeja, v bistvu hrošča, ki se ukvarja z iztrebki, ampak pa dame, ampak je bila to takrat modna muha, in če si nekaj veljal, si mogel ne pudelj na sabo peljati, ampak skarabeja. Torej, zaradi tega, ker so mislili, da je nekaj podobnega kot ptič Feniks, iz gnoja, iz blata pride ven hrošč. In to je bilo Egipčanom nepojemljivo in so si potem po svoje razlagali, da se v bistvu rodi in v bistvu bil nek znak ponovnega rojstva, zato je bil za njih taka sveta žival. Ja, zelo zanimivo. Zanimivi so bili v preteklosti, zaradi raznolikosti pa so zanimivi še danes. Koliko vrst poznamo? Torej, že omenil sem, 100 tisoč vrst jih je, še daleč od tega, da bi jih poznali. Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s hrošči, predvidevajo, da bi jih lahko bilo celo 1 milijon vrst, ampak tega še verjetno, mogoče celo nikoli ne bomo zvedeli. Recimo sedaj v teh silnih hektarih amazonskega gozda, ki gori to leto, je izginilo mogoče
10 000 hroščev, ki še sploh niso bili opaženi in opisani v znanosti, ampak bodo zavedno izginili v teh plamenih. Recimo, tam je pestrost hroščev izjemna, ne, lahko na 10 ogromnih drevesih živi vrsta, pa nikjer drugje na svetu in ta skupina dreves je zgorela, hrošča ni več. Ne. Torej, izjemna pestrost. V Evropi je ta pestrost manjša, ampak recimo v Evropi 8 000, od tega v Sloveniji, teh 8 000, kar 6 000 tudi v Sloveniji. Je zelo zanimivo, pa lahko hrošče razdelimo v kakšne podskupine? Seveda, tako kot imamo pri metuljih pisančke, modrinčke in beline, imamo tudi pri hroščih različne družine, hrošči, ki so se bolj sorodni, recimo eni taki zelo priljubljeni, ker so tudi veliki, pa lepi, praviloma so kozlički, ki imajo izredno dolge tipalnice, tako kot kozorog svoje rogove, ne, in če ga primeš tudi za cvili, tako kot mlad kozliček v smrtnem strahu, ne. Potem recimo kup drugih rogači so ena taka skupina, potem ravno ti skarabeji, govnači so spet ena taka skupina, potem kresnice, pika polonice, torej veliko družin imamo teh hroščev. Skratka, o posamičnih vrstah še nekoliko kasneje, še prek pa telesni zgradbi hroščev. Tokrat začnimo pri tleh. Koliko nog imajo sploh hrošči? Tako kot večina, kot velja pravilo za žuželke, ne, to mišmašovci že verjetno dobro vedo, 3 pari nog so zakon za žuželke. Ne. Če vidijo malo bibo, ki pa ima 4 pare nog, ne, potem to ni žuželka in verjetno spada pa med pajkovce. Ne. Tako da, če ima 3 pare nog, žuželka. Verjetno rok pa nima, drži? Ne, vse v bistvu roke, noge, to so okončine, ne, in pravilneje bi rekli okončine. Oni imajo 3 pare nog okončin, mi imamo pa 2 para, ki jih zelo različno uporabljamo, medtem ko hrošči vse 3 pare pretežno za iste namene uporabljajo za premikanje po podlagi. Kako pa bi lahko ocenili njihovo velikost? Ja, pri nas, naš največji hrošč je večinoma vsem mišmašovcem znan, to je rogač. Čeprav rogači so lahko zelo majhni, tam 2,5–3 cm, lahko je pa tudi tam 8 cm, ta pravi rogač. To so naši največji v svetu, so pa še nekateri večji hrošči, tak recimo goljat, ki so potem tudi zelo iskani, predvsem med ljubitelji hrošče, ki zbirajo hrošče, žive ali pa tudi mrtve, ne, v zbirkah, in v bistvu ali nekaterega imajo pa tudi doma v terariju, ker se ga da relativno uspešno gojiti v terariju. Ne. Ti so pa potem več kot 10 cm, 15 cm veliki, ampak orjaških žuželk, ne, ali pa isto velja za pajke, ne, ki v kakšnih filmih groze nastopajo. Orjaške žuželke ne more na svetu preživeti, zaradi načina dihanja, v bistvu tak orjaški organizem z žuželčjim načinom dihanja ne bi preživel. Ne. No, in ko smo že ravno pri zbirateljstvu, obstaja kakšno pravilo, da lahko žuželke kar tako zbiramo? Ja, če žuželke zbiramo, ne, recimo marsikakšen danes znan zbiratelj, večina znanih zbirateljev, ki imajo velike obsežne zbirke, je začel v mišmašovskih letih, ne, torej zelo zgodaj. V začetku to kot malo radovednosti, potem pa nekatere to okuži, ne, jih prevzame in začne zelo resno s tem delati. Seveda, karkoli zbiraš iz narave, ali metulje, ali hrošč, ali kaj drugega, slej ko prej naletiš na vrste, ki je zavarovana. Ne. Tudi nekateri hrošči so zavarovani in seveda tu si pa lahko že v navzkrižju z zakonom, če ujameš zavarovano vrsto hrošča. Zato v bistvu vsem mišmašovcem, ki bi se želeli ukvarjati z zbiranjem hroščev, ustvarjanjem zbirke, da prosijo za pomoč nekoga, ki se na to bolj spozna, da pridobijo potem prvič izkušnje, kako, ne, če že nek hrošč umre zato, da ga imamo v zbirki, potem ni dobro, da ga po 3 dnevih zaradi nerodnosti, nepravilnega ravnanja si zdrobljen, pa bo šel novega ujet, ne, tako da, torej, da znamo pravilno preparirati, pa seveda, da dobimo potem tudi, zaprosimo za dovoljenje, da lahko imamo te hrošče legalno in seveda tudi kakšnega zavarovanega imamo v svoji zbirki, ker praviloma tisti, ki so zavarovani, so ponavadi
najboljši primerki v zbirkah, najbolj željeni v zbirkah. No in če se vrneva k telesnim značilnostim, kaj pa teža hroščev? Na prvi pogled bi rekla, da so žuželke lahke, pa to velja tudi za hrošče? Ja, zelo lahke. Že rogač s svojimi 5 ali pa recimo poprečno centimetri ne more biti, če bi bil iz železa, ne bi imel kilogram, torej so zelo lahke, pretežno. Večina hroščev je pa do centimetra velikih in v bistvu gram ali pa niti toliko niso težki, torej praviloma so lahki, zaradi tega tudi večina hroščev lahko leti. Če bi bili zelo težki, bi težje leteli. Pa so s svojimi nožicami tudi hitri? Nekateri zelo, spet je odvisno. Hroščev je zato ogromno, ker so se prilagodili vsem možnim življenjskim prostorom. Najdemo jih v tleh, v jamah, med prstjo, med kamni, pod ljubjem, v trhlem lesu, v tundri, v vroči puščavi, v vodi. In v bistvu nekateri se premikajo bolj z letom, več z letom, nekateri pa tako rekoč nikoli ne letijo, oziroma eni sploh ne letijo. V bistvu tisti so pa bolj spretni, pa hitri, kar se hoje tiče. Jamski se pa zelo malo premikajo, ker če bo jamski hrošček zdaj šprintal po Postojnski jami sem in tja, bo malo tako lačen, v jami pa zelo malo hrane in ne bo preživel niti teden dni v jami. In on v bistvu lahko tedne in tedne pri miru čaka, da dobi mogoče kaj hrane, kaj voda prinese ali pa naleti na kakšen organski ostanek. Torej, nekateri se zelo malo premikajo, nekateri pa veliko. In če hrošči živijo tudi v vodi, to pomeni, da znajo tudi plavati? Odlično. Recimo kozaki, že ime kozaki so bili verjetno marsikakšen mišmaš od sve, eni najbolj strašnih vojščakov z ruskih step in so dobili ti hrošči svoje ime kozaki ravno zaradi tega, ker so strah in trpet za vodne živali, od paglovcev pa vodnih ličink, vodnih žuželk. Imajo strašne čeljusti in v bistvu kar njim pride pred čeljusti, tako rekoč, mu ni rešitve, tisti živali. No, v različnih risankah pa so hrošči prikazani z nekakšnimi rožički, pa jih res imajo? Ja, ti rožički to so tipalnice, tako kot spet ena od značilnosti, tako kot 3 noge, pa da imajo običajno 2 para kril, tako so tudi tipalnice značilnost hroščev. Spet pri kozličkih so izredno velike, celo barvite, pri nekaterih, ki so tudi zelo majhni, so pa tudi tipalnice zelo, zelo majhne. Če ti živiš v prsti ali pa med peskom, te tipalnice celo ovirajo, oziroma bi si jih zelo hitro poškodoval, tam jih ne rabiš, ker če je vse okrog tebe nek material, ne rabiš tipalnic velikih, bi te celo ovirale. No, že samo ime pove, da s tipalnicami tipajo, pa služijo tudi čemu drugemu? Ja, predvsem za tipanje je, ker v bistvu, če hrošček živi nekje na tleh, je svetlobe običajno bolj malo, veliko hroščev je nočno aktivnih in potem je tip zelo pomembno čutilo za večino hroščev. Pa nas lahko s tipalnicami tudi ranijo? Ne smemo, tipalnice pa kakšno bodalo, to ne gre skupaj. Tipalnice so res tako kot čutilo, to je v bistvu njihovi prsti, da nas ugriznejo, pičijo, to ugriznejo, pa morajo pa ustne dele uporabiti tisti, ki imajo takšne, da bi nas lahko recimo ugriznili. Kaj pa se sploh skriva v majhnem telesu hrošča? Imajo kosti, mišice in kri? Mišice seveda imajo, sicer nog ne bi morali premikati, tudi leteti ne bi morali, če ne bi imeli mišic. Ogrodje je pa precej drugačno od našega. Njihovo ogrodje je zunanje, mi imamo notranje ogrodje, naš skelet, oni imajo pa to zunanje ogrodje, ki recimo spominja na en viteški oklep. In prav to zunanje ogrodje, ta trdnost na zunaj jim je omogočila, da so se tekom milijonov let razvoja usvojili tako rekoč vse kotičke zemeljske površine, pa ne samo površine, celo v prst, v vodi, vse povsod v zraku, vse povsod jih najdemo. In celo prvi par kril se je spremenil v trdne pokrovke,
ki pokrivajo in varujejo drugi par, nežnejši par kril, ki ga pa uporabljajo potem za letenje. Kakšno pot pa hrošči v življenju prepotujejo? Lahko letijo, hodijo, plavajo, bi lahko prepotovali kar celo zemljo? Ja, nekateri tudi lahko. V bistvu danes marsikakšna žival pa rastlina lahko pol sveta preide, če slučajno zaide v en kontejner, recimo v Evropi, pa gre kontejner v Južno Ameriko, pa imamo tako teh slepih potnikov ogromno. Tudi recimo nekateri leteči, če zaidejo v določen malo močnejši veter, jih lahko veter podnese zelo, zelo daleč. V bistvu na ta način so se hrošči tudi razširili po zemlji. Se včasih te odnese tja, ker ne boš preživel, ampak če 1000 hroščev se odpravi na takole vetrno loterijo, mogoče 2-3 bojo pa našli en tak kraj, kjer je za njih idealno za živeti, pa še ni nobene konkurence. V bistvu ostali pa, če si ti hrošč, ki rabiš veliko vode, pa te veter prinese sred puščave, in ni tam recimo oaze z mlako, da se slabo konča, ampak ker je hroščev veliko, se tudi zelo hitro razmnožuje, tudi življenjski cikel je hiter. Tudi če jih veliko propade, se lahko hitro število ponovno dvigne, če so razmere ugodne, zato so poselili tako rekoč vse kotičke na zemlji. Pa morda v sebi skrivajo tudi strup? Ja, v bistvu hrošči se morajo tudi braniti, ker v bistvu so en zalogaj, čeprav smo rekla, da so lahki, da je običajno pod gram, ampak so hrana. Marsikdo bi jih z veseljem pojedel in jih poje. In hrošči imajo različne tehnike, kako, ali so ponoči aktivni, ali so barv takih, da jih je težje opaziti, ali bežijo, se rešujejo z letom, z barvami, da se prikrijejo. Nekateri se znajo pa tudi braniti na način, recimo, da izločajo kakšno smrdečo ali pa celo strupeno tekočino. No, tako kot poznamo različne barve metuljev, poznamo tudi različne barve hroščev. Kaj pa jih sploh naredi barvne? Ja, isto. Pigmente, ravno tako kot pri drugih živalih, pri metuljih so to pač take kot ene ploščice, strešniki, ki jih ima naloženih na krilih. Pri ostalih živalih, torej vključno s hrošči, so pa to pigmenti, ki jih pač vsaka vrsta ustvarja določene pigmente, čisto genetsko, in kje bo določen pigment. Zato imamo barvne vzorce, ki so vedno isti. 7 pika polonica ima rdečo osnovno barvo, pa 7 črnih pik in nima naključno razmetanih, ampak je to že vse genetsko povedano, ki je 1 pika in vseh 7 pik. Ali bojo noge črne, ali bojo bele, ali bo bela pika na prsu, ali ne bo. Torej, v bistvu že po tolikih tisočih in tisočih generacijah v genih zapisano barva, katera in kje se bo ustvarjala. Potem sicer bi zelo težko ločili, če bi bila, pa ne bi bila to še ista vrsta ali ne, ker ima pike malo druge. Torej v genih je tako kot za našo barvo las, barvo kože, imajo tudi hrošči v genih zapisano, kje kakšna barva nastane. Kako pa je z njihovimi čutili? Ali hrošči vidijo, vonjajo, okušajo? Čutila imajo ravno tako razvita kot mi, s tem, da spet, če živiš v podzemlju, hrošči, ki so zašli pred milijoni let v podzemlje in tam uspeli preživeti skozi 10 000 generacij, ker v podzemlju, če živiš v Postojnski jami ali po eni drugi jami, ne rabiš oči, so v bistvu ta oči počasi začnejo krneti, oziroma imajo tisti, ki imajo zakrnele oči, celo prednost pred tistimi, ki nimajo zakrnelih, in zato večinoma teh hroščev, ki živijo v podzemlju, slepih. V bistvu, ker ne rabijo, jim oči ne bi ničemur služile, samo poraba bi bila večja, ker je treba oči izdelati, se morajo razviti, ničemur pa ne služijo. Večina dobro ali tipajo, nekateri dobro vohajo ali okušajo. V bistvu tisto čutilo, ki določeni vrsti najbolj pomaga pri tem, da najde hrano, pa da se izogne, da sam postane hrana.
Kako pa je z njihovimi možgančki? Ja, žuželke nimajo kakšnih možganov, tako kot imamo mi v glavi, ne. Za vse žuželke veljajo, da možganov še nimajo, ampak imajo take majhne skupke živčnih celic po telesu, ki jim pravimo gangli, to za tiste malo starejše mišmaševce. V bistvu ne rabijo, ne. Hrošč ne rabi, da ve sklanjatve, da zna 4 tuje jezike, ne, da zna logaritme računati, da zna barvati, risati, da zna, kaj jaz vem, odo radosti na klavir zaigrati. On rabi samo to, kako da najdem hrano, da sam ne postanem hrano, pa da imam potomce. To je vse, kar mora on obvladati, in zato ne rabiš takšnih razvitih možganov, kot imamo recimo mi sesavci. No, tako kot vsako življenje, se tudi življenje hroščev nekoč konča. Koliko časa pa hrošči približno živijo? Zelo odvisno od vrste. Nekateri pa seveda moramo razlikovati celo življenje, ne. Mi običajno hroščka vidimo samo odraslega, ne. Ampak hrošček je lahko prej živel že veliko več časa kot mulc, ne, kot ličinka, oziroma pri hroščih ličinkam pravimo ogrci. Recimo rogač, ki ga vsi poznamo, ne, odrasel živi par mesecev, ampak ne, par mesecev na podlago 3-4 let mladostniškega življenja kot ličinka. Ne. No, seveda pa so tudi hrošči sami del prehranjevalne verige. Kdo je tisti njihov največji sovražnik? No, tisti, ki jih jedo, niso sovražniki, oni jih ljubijo. Torej, plenilci za hrošče so zelo različni, ne. Recimo že ptice, večje ptice, nekatere imajo zelo rade hrošče, recimo čebelar je takšen, ki jih ima zelo rad, ali pa še kdo drug. Tudi nekatere sove imajo ta večje hrošče. Potem cel kup od pajkov, drugih žuželk, torej odvisno seveda od velikosti, ne. Če je zelo majhen hrošč, ga ne bo ena večja žival majhne hroščke iskala, ker je energijsko v minusu, če bi to počela. Torej, vsekakor ogromno hroščev pa sploh ne dočaka odraslega življenja, ne. 70-80% hroščev sigurno ne dočaka tega, ali pa celo čez 90%, da bi sploh bili odrasli, ne, ker jih kot ličinke, kot ogrce kdo poje, ne. Kaj bi divje svinje brez ogrcev, majskih hroščev v tleh, ne. In potem imamo lepo razrit travnik, ne, kjer so potem, torej, svinja se prehranjuje s hrošči, ne, ampak v bistvu z baby hrošči. No, tako kot dobro kosilo hrošči predstavljajo ptičem in vsem ostalim živalim, pa se seveda morajo prehranjevati tudi sami. In kaj najraje pojedo hrošči? Ja, sedaj, če bi imela tule 10 vrst hroščev, ne, in bi znala hroščino, se z njimi sporazumeti, bi vsak povedal kaj drugega, ne. Recimo, prej sem že omenila kozake, ki so strah in trepet za vodne živali, torej nekateri so plenilci strašni, ne. Nekateri, kot je recimo zlata minica, pa pelodarji se zelo radi posladkajo s cvetnim prahom pa z nektarjem na cvetovih. Imamo recimo skarabeje, smo že omenila, ki se hranijo, ne, oziroma njihovi otroci z iztrebki, ne. Torej, nekateri, recimo poginula miška, mi lahko vidimo na gozdnih tleh, ne, naredimo okrog ograjo, da jo ne bi nihče našel, ne, ampak kar zgine tista miška, kje, ne, če bi odkopali. Recimo vrsta hroščev, grobari, dobesedno, ko najdejo recimo poginulo miško, začnejo pod njo kopati zemljo in v bistvu miško pokopljajo in potem ali oni jedo oziroma za svoje odložijo jajčeca in njihovi otroci to jedo, ne. Torej, nekateri so rastlinojedi, mesojedi, razkrojevalci, torej izredna pestrost. Nekateri se hranijo z mrtvim lesom, z glivami, torej pestrost je izredna. No, v zadnjih letih pa je našo naravo velikokrat prizadela tudi suša. Je to nevarno tudi za hrošče? Če si kozak vodni hrošč, potem je to katastrofa, ne. Če si pa kakšen hrošč, ki ljubi takšne suhe kraje, potem je pa to zate raj, ne. Torej, v bistvu sedaj, ko veliko govorimo o tem, da se podnebje spreminja, to pomeni, da pri nas nekaterih hroščev bo čedalje težje, mogoče celo izumrli,
prihajajo pa hrošči, ki prej pri nas niso živeli, ki vse toplejša klima pri nas ustreza, ne. Nekateri naši bodo pa mogoče živeli na Švedskem, kjer jih pa danes ni, ker je premrzlo. To se spreminja. Ne. S čim pa se hrošči prehranjujejo po zimi, takrat, ko zapade sneg? Po zimi je zelo malo hroščev odraslih živih. Ne. Večina naših hroščev pred jesenjo odraslih propadajo, poginajo. Zimo preživijo največkrat ličinke ali njihove bube, zelo malo je takšnih, ki preživijo zimo, in tisti večinoma utrpnejo, lahko bi rekli, zimsko spanje. Ne. Za razliko recimo tisti, ki so pa v jami, v Postojnski jami, pa je lahko 30. avgust ali pa 1. januar vedno je enaka temperatura, tisti so pa celo leto aktivni. Pa lahko manjši hrošči predstavljajo okusen obrok tudi tistim večjim? Ja, tudi hrošči se med sabo plenijo, ne, seveda. No, seveda, brez hrane ne gre pri živalih, ne gre pa tudi brez dobre zabave, zato si privoščimo kratek glasbeni spot. Prisluhni mi, da povem ti, kar me teži, res iskreno in brez laži. Stisni me, ker močno boli, srce drugam si zdaj želi, živeti v svetu brez skrbi. A vem, da spet pride čas, pogledam te in vidim staro sebe. Ne zatiskam si oči, a naj ostanejo preteklosti. Mogoče kdaj boš razumel, oči pogledal in sam dojel, najin čas je izgorel in naprej grem sama. Nič me ne ustavi, svet imam na dlani.
V današnji oddaji spoznavamo vse o malih in zelo zanimivih hroščih. Gospod Dušan, lahko rečeva, da bi moral o hroščih vsak poznati nekaj malega? Ja, kar so v bistvu življenje za človeka na zemlji je takšno, kot je, dobro ali včasih celo odlično ali pa manj dobro, tudi po zaslugi hroščev, ne, ker v bistvu so pomembni tudi kot opraševalci, ne, potem že prej smo omenila, da miška na gozdnih tleh zgine, ne, ni nujno, da je lisica pojedla ali pa ne vem kdo drug, ne, tudi hrošči so lahko zaslužni, torej so sanitarci, ne, ki pospravljajo umrle organizme v naravi, torej zelo pomembni hrošči, no. O telesnih značilnostih in prehrani sva nekaj malega že povedala, prav pa je, da poveva še nekaj, kje hrošči pravzaprav živijo. Kje živijo? Se naredijo brlog, tako kot lisice? Odvisno, ne? Zdaj jamski hrošč živi pač v jami, ali to Postojnski, ali kje, ne vem, kakšni ledeni jami pod Radoho. Travniški hrošči živijo na travniku, na rastlinah, običajno blizu tam, kjer se tudi hranijo. Gozdne vrste se pretežno v gozdu spet ali tam, kjer samice blizu tam, kjer bojo jajčica odlagala in blizu tam, kjer dobijo tudi kaj za podzob, ne, čeprav nimajo zob, torej kjer se hranijo. Kadar pa ne iščejo hrane, pa iščejo nek varen kraj, kjer se skriva, je to pod ljubjem, pod listi. V bistvu ne želijo biti opaženi, ne hodijo okrog pa se razkazujo, glej me, tukaj sem, ne. Ker slejko prej bolj naletel na nekoga, ki bi rekel, super, jaz sem pa lačen. Pa hrošči živijo v skupinah ali jim je ljubše samotarsko življenje? Ja, večina hroščev je samotarjev, ne, včasih se zbere pri nekaterih vrstah malo več hroščev, recimo, da je majskih hroščev veliko, zato ker je takrat zelo kratek čas, pa jih je veliko se zbere, ali pa recimo poznamo po svetu na primeru kresničk, ne, da celo skupinsko lajčev delajo, ne, v bistvu cel gozd, recimo, zažari prav lajčovo, ki ga ustvarjajo 10.000 kresničk, ne kar naključno se prežiga lučka, ampak usklajeno in res kot ena dobra predstava za kakšno diskoteko. No, in tako kot se začne vsako življenje, se začne tudi hroščevo življenje s parjenjem. Kako pa si samec pridobi samičino naklonjenost? Zdaj, v bistvu, ne, že to, če živiš v gozdu ali pa na travniku, da najdeš svojo vrsto, ne, da fant najde svojo vrsto, je lahko včasih zelo težko, ne. Če si centimeter velik hrošček nekje na travniku, kje bo zdaj našel svojo punco ali pa v gozdu, ne. In v bistvu pri mnogih vrstah je tako, da samice so manj gibljive, se manj premikajo, zato da večino energije porabijo za tvorbo jajčec, čim več jajčec, več možnih potomcev. In ampak one na nek način sporočajo samcem, kje so. Sporočajo jim pa ne prek Facebooka, Twitterja ali česa podobnega, ne, ampak z vonjavami. Torej samice proizvajajo določene hlapljive snovi, ki dišijo in v bistvu samci imajo posledično očitno zelo dobro razvit čutilo za voh, ne, dobro vohajo in v bistvu jih voh vodi do samic, ne, ker v bistvu, če je noč, ne, te še tako dobre oči lahko ne pripeljejo nikamor, voh te pa pripelje, ne, in v bistvu te vonjave so en tak pomemben činitelj, da lahko fantje sploh pridejo do deklet, ne. Seveda pa potem težava, če dva postavna rogača prideta hkrati do punce, ki jo je vabila, ne. Potem pa se pri fantih nastopi malo tako kot pri dveh mišmaševcih, če zagledata eno čedno mišmaševko, ne, se začne tekmovanje, rivalstvo, se tudi dva, recimo, rogača, ne, začneta spogledovati, ne vprašata samičko, ne, kateri je bolj všeč, ampak v bistvu ona čaka, ne, kako so ta ona dva zmenila, ne, in ponavadi pri rogačih se to lahko zmenite tudi s temi svojimi slavnimi rogovi, ne, da se malo zavihata rokave in se spoprimeta.
vendar to ni borba na življenje in smrt, ne, ker lahko bi tudi zmagovalec bil poškodovan, ne, ampak je v bistvu poteka recimo zelo podobno kot pri človeškem boju, ki mu rečemo judo, ne. Torej, ipon, če te vržem na hrbet, je konec borbe, ne, in to ni, kdaj imaš enkrat, ne. Sem imel sledeva na 3 dobljene. Torej, ko je na hrbet, se ti samec umakne, nepoškodovan, ne, mogoče bo čez 10 metrov stran našel novo samičko, kjer ne bo tekmeca, ne, da ne pride do poškodbe. Torej, samice so manj gibljive, privabljajo z dišavami, samci so pa tisti, ki so bolj gibalno, več se gibajo leta, oni iščejo samice in se včasih tudi spopadajo za ljubezen svojega življenja. Kakšen pa je proces od jajčeca do mladega hrošča? Zdaj pa mama, hroščevka, ne bo svojih otrok nikoli videla, torej tudi skrbela ne bo za njih, ne bo skrbela tako kot za mišmašovce mame očetje skrbijo, jih hranijo, čuvajo, varujejo, ne. Ko se bo iz jajčeca izlegla mala ličinka, mali ogrček, bo mogel sam živeti, ne. Vse, kar lahko samica naredi za svojega potomca, je to, da jajček odloži tam, na tisto mesto, ko bo iz jajčka prišel ven lačen nadebudnež, da bo imel takoj hrano. Torej odloži tja, kjer je hrana za mladiča, ne. Zdaj, če je to govnač, potem poišče iztrebek, naredi iz iztrebka eno kroglico, v to kroglico iztrebka zakoplje, gor odloži jajčece in to je to, ne. Ali pa recimo grobar poginulo miško zakoplje v zemljo, da gor jajčece in otroci bojo imeli to miško za celo otroštvo, ne. Recimo rogač, samica rogača bo pa jajčece odložila recimo na korenino enega suhega drevesa, ali štor, ali da še drevo stoji, in ko se bo mali rogačeva ličinka izlegla, bo začela grist ta trohneč suh les in to bo počela naslednje 3-4 leta. To lahko edino, kar mama, najbolj skrbna mama med hrošči naredi, ne. Lahko pa ima jajčece večkrat v življenju. Nekatere ja, ampak večina odraslih sva prej že rekla, da živi zelo kratek čas in v bistvu enkratno odloži jajčeca ali pa parkrat v kratkem času, ampak to ne more recimo, samo recimo, kaj sem pa nas bukov kozliček je takšen, ki lahko živi več sezon, ne, ampak ostali pa res odrasli živijo par tednov ali pa mesece, zato je to odlaganje jajčec enkratno ali pa v manjših intervalih se to dogaja. No, ker pa danes govorimo o hroščih, je prav, da spregovorimo tudi o hroščih v Sloveniji. Lahko na kratko predstaviva še nekaj o tistih najbolj zanimivih hroščih, naprimer pikapolonicah? Ja, če pikapolonica, ne, to so hrošča, če so hrošči, večini ljudi ima takole, ne preveč pozitivna beseda, ne, najprej mislimo, nekaj gomazečega, ne. Pikapolonice smo pa zelo pozitivno, ne, prinašajo srečo, ne. Res, če imamo doma, če ima mama doma vrt, ne, pa če na vrtu vidi pikapolonice, potem ne pride vsa besna v dnevno sobo iz vrta, ne, pa te pikapolonice, ampak reče, super pikapolonice imam, ne. Pa ne zato, ker so zdaj srečo prinesle, ne, na vrt, ampak saj so prinesle srečo, ker bodo mami pomagale z odstranjevanjem listnih uši, ne, in zato jih imamo radi, ne. Imejte se lepo do prihodnjega petka.